Evo ti takolele. Jo bomo malo oblekli, da ne bo zeblo. Pa mečkam tako. Lučno beče. Evo ti. Jaz mislim, da je dobro. Danes na prvi dan koledarske zime smo deklico z rastočo knjigo odeli v šal. S tem bi radi pokazali, da nam je deklica pri srcu, da skrbimo za njo, da skrbimo, da slovenska beseda, da slovenska kultura ne bo zamrla, da jo zimski sneg ne pokrije in da vedno ostane nekako čila, zdrava, da raste, se razvija in z njo slovenski narod, slovenski jezik in naša ustvarjalnost. Naša deklica noč in dan bere in razmišlja, kako bi povezala Slovence in kako bi povezala potem tudi zdaj že 14 narodov. In to je pomembno, da jo ob zimi, ob začetku zime, nekako tudi se zahvalimo njej za vse to, kar nam je tudi povedala, ker ona se tudi večkrat oglasi in nam sporoča, dajte živeti po vrednotah, ki smo jih sprejeli v Društvu rastoče knjige. Dajte razmišljati, kako bolj povezati, pa ne samo 2 milijona Slovencev, razmišljati moramo tudi, da 7 milijard ljudi povežemo. In to je nekaj edinstvenega na svetu in verjetno najbrž ni deklice na svetu, ki bi tudi mi za njo skrbeli. Kajti, če nam ona ostoji ob strani že recimo teoretično 20 let, potem smo tudi mi veseli in jo imamo radi in današnji dan je za nas vse, ki smo tukaj, nekaj lepega, kajti prav na prvi dan smo se zbrali tukaj in upamo, da bomo potem 21. marca to sneli in mogoče ji dali potem pa zelen dežnik, da bo potem proti soncu bila tudi ona. In skratka, hvala deklica za to, da si z nami, veseli smo tvojih besed in kar tako naprej. Nauk te zgodbe, ki se tukaj odvija, je to, da je treba skrbeti za tiste, ki jih zebe, za tiste, ki so lačni, za tiste, ki nimajo bivališča. In zato mi simbolično skrbimo za deklico in upamo, da bo to zimo preživela, tako kot upamo, da bomo mi vsi skupaj preživeli to kritično zimo, to zadnjo obdobje te strašne bolezni, ki nas je doletela, in da bomo pomladi vsi čili in zdravi prišli tukaj nazaj, se zahvalili deklici in naprej spoštovali slovensko knjigo in slovensko kulturo. Biti del tega mednarodnega gibanja za literaturo, za kulturo mednarodnega je zelo pomembno, da rečemo, mi je v veliko čast. Prispevala sem samo en majčken vers, ampak z zavestjo, da vsak vers šteje pri narodovi zavesti, podzavesti, kako naj rečem, v zavedanju. Prav zaradi tega gibanja imamo na primer v tem čudovitem parku skulpturo, portret Puškina in gruzinskega pesnika in še jih bomo dobili. In prav zaradi tega gibanja imamo Prešerna v Moskvi. Mislim, to je res nekaj veličastnega. Vsako leto nas morda manj pride sem, ker ni Toneta Pavčka, ki nas je res navdušil, navdihnil za vse to. Ampak imamo nekakšno dolžnost, da nadaljujemo njegovo idejo. In zdaj gospod Gabrijelčič to čudovito nadaljuje z vsem entuziazmom, z vso ljubeznijo. In spet rečem, je skoraj dolžnost, da
nadaljujemo tudi mi mlajši. Jaz sem zdaj že pri starejših, ampak še mlajši. In kako to naprej voditi z mlajšimi, to je pa trd oreh za vsa društva, za vsa gibanja dan današnji. Kjer sem, je težko mlade pridobiti, ker občutek, da nečemu pripadaš, nenadoma ni več tako pomemben, kot je bil včasih. Tako da v tej smeri jaz razmišljam, ko stojim tukaj in želim deklici obstoj.